Živ, danes imamo pa tale robotske mulčare. Moš le v breh gor mulčati gmajno, tako da imamo predstavitve, pa bomo pa začeli. Our company, FAE, which is a company based in Italy, in the north of Italy, near the Dolomiti Mountains. Na kratko predstavlja podjetje FAE. FAE je italijansko podjetje. We saw that in the last few years there was more and more interest in this kind of remote controlled machines because there are some areas where a tractor cannot go and it's too, let's say, dangerous to go on a machine with a pilot inside it. We still have a sector, the niche market, which is demining sector, where we have a big machines 175-300 horsepower that go on a minefield to clear the mine. So they go on top of the mine, they let the mine explode so that the field is cleared. Ma pa je okoli dolinčka, pa sam špila gor na tele tipke. Laufa pa tudi vse prek hidravlike. Tlele ima lightinge, to se pravi z rotor gonet, z gosence tudi na pumpa. Tlele ima take koliščke, da se fis prilagaja. Imaš pa variante tudi več gosenc, no ali tale gumijasta ali pa ta železne pa take fure. Že poje. Tlele imamo možakarja, konfliten divov. Je pa tudi več variant tegale robota dobiti. Tale je 75 konjska, pa imaš pa še enega manj. Imaš pa poj še take, da se not vozaš, ti imaš pa poj do skoraj do 500 konjev, ne vem koliko. V glavnem moram pa tarde. Gosence je tudi že malo poširil. Pa je kakšen tank. Žirine. Drugače pa taka dosti tiha zadeva, no, sploh se ne dere, mislim, da je to bolj glasno. Pa tudi kar fajn leti. Malo smo ga že videli, kako deva. Dale je lezel v 33% klanc pa nam bližnja, gre pa to do 55, tako da je res. Za take zadeve je to mišljen, ker ne pride ne traktor, ne bahar, ker še na peško mi hodiš. Gre pa je tale stvarca. Tako smo videli, se tudi tele gosence širijo. Tle noter ima tiste vodila, pa cilindra, vsako kaj posebej. Zdaj je komplet razširjen. Spredje imamo pa tole glavo poj, gozdarsko varianto ima gor. V bistvu sam tale paše, ima pa tole tudi en patent poseben, da sam špičke pobirajo. Veš, tle tale kroh ali pa polkroh, pa sam en konc pobira, da je bolj na drobno narejen. Tole je tisokovje, ki drevje malo notoleče. S telem štelaš višino. Laufa vse prek hidravlike, hidravlična pumpa je not. 75 konov, kolarjev motor, tole gon. Imaš pa pumpo in za glavo in za gosence. Evo bo zdaj možakar odprl, takole zgleda. Sta pa dva modela varianta, no 75 pa 55, mislim, da je rekel. Slabe 3 tone pa po vaga zadeva. Je pa s tem smo daljincem povezan prek Bluetootha,
Pa baterije imaš not, kot sem ga zastopil, da jih kar menaš, no, da ne moreš brez baterije ostati. Baterije so tu notri. A, so tam notri. V bistvu notri med samim pogonom so polni, switchaš pa je. Imaš še tega še en podatek za podati, šmo povedal. Jaz sem malo se zapomnil, vse pa tudi ne. Zdaj v bistvu ta je eksplicitno nared samo za gozdarstvo, glava je v bistvu enojna, to pomeni te stroje nima drugih možnosti glave. Te so železne nože, opcija še v bistvu C3 model, ki so Nvidia, ti so v bistvu 3-kratna življenjska doba. Višina se prilagaja, lahko damo na ničelno višino, torej da lahko gremo direktno v zemljo ali potem 3 pozicije. Motor ima coolerjev, ki v bistvu tukaj je specifično nared za faje, to pomeni zaradi samih naklonov, to ko gre 55 stopinjski naklon, so morali dati coolerju same načrte in cooler je dal certifikat, da to laufle. To pomeni samo zaradi mazanja motorja, da to bo špilo. Edino kar je potem tukaj olja, je treba vedno sam gledati, ker tukaj v bistvu zaradi samega nagiba ni senzorjev olja notri. Tu so filtri, na 250 ur je treba menjavati olja, samodejno napenjanje verige, opcijsko je v bistvu tudi na samem kontrolerju to nastaviti. 3 flančne spredaj, da držijo v bistvu samo gosenico na ravni liniji, tako da ne more zdrsniti dol. Samo podvozje oziroma države gosenice je patentirano Fajevo, duplo ojačano, tako da v bistvu tukaj nima niti nobena druga konkurenca močnejše zgrade. Glede same teže, stroj je 3 tone pa pol, z mulčarjev vred je v bistvu skoraj 4 tone 650. Ne. Ampak zaradi same teže, to pomeni, da je stroj bistveno bolj stabilen, še posebej na večjih naklonih. Ne. In tudi, če je potreba kakšen drevo podreti, on gre naprej, se dol nagne na drevo, ga s pomočjo teh železnih ogrodij direktno porine dol in zmuče brez problema. In zaradi tega tudi motor ne trpi. Med samim testom smo pa videli, da motor je uporabljen 60%. Sam hladilnik je tako je pri novih John Deere 6R z dvojnim vrste, torej notranji in tudi na vsake 15 minut se samo očišči, torej pihne ven. Čak vidim, da ti dva modela, dva obstajata, kva pa unka se peleš gor, ki ga v bistvu sam voziš. Ti si pa 5T model, ti si v bistvu na še večji stroj, imaš v bistvu potem sedež gor je pa tudi opcija, da ga daš ločeno na kontrol. Jo, super, hvala ti. Taki noži so zelo gor, ne tega le, kadaj le divamo z njemo, pa varianta še videa nož. To je pa tale zadeva, to je pa poj za druge glave. Tista glava od mulčarja je meter pa pol široka, tukaj je delovna širina. Poj pa runimo 55 konjskemu modelu je pa, mislim, da je meter 25 širina, tako da je mečka manj glava. Tukaj je tudi malo manj konov. Če se zabaše, da ga ne ugasne. On te ga skozi laufa samo zmanjšano močjo na gosenice, ampak naprej pa še vedno pogaja. Da ne crkne. No, odem pa še jaz malo probal, da vidimo, kako moš v. Evo, jaz sem ga tudi nekaj probal. V kar rečem, da se moraš malo navaditi, meni tale joystick morbiti ni šel preveč na roko, ker malo sem mu predeleč. Ampak drugače pa levo, desno, gor, dol. Sicer imaš dosti funkcij, ampak jaz sem 2 špure naredil, naprej nazaj, vmes sem še gumo pojahal. V enem dnevu sem not po mojem na polno. Sam res pa je, da je spet odvisno od terena, kako pa kaj. Edina, veš, kaj se mu morbiti manjka, a ne? Dobar, tlega še dosti dobro vidiš, ampak če se tako kam zapeljal, pa bo fan, če bo še une, VR očala, kva so. A veš pa na kamero gor, da to sam nek sediš pa gledaš, kot dron. To pa bo pa še bolj. Drugače pa kar zvir, je kar zvirca, ta prava. A ne pa preko, da ima sam 74 konov, pa če 4 tone teže more goniti, pa tisla mulča spredi, tudi ni prav lahko za pogon, ampak zadeva gre, no res, nič debkaj jamro, nič debkaj z cvikov. V glavnem, če mu zmanjka moči, mu pri gosenicah malo vzame, pa da tismo, rotor je malo več, tako da poj spele. Tudi če boš komando že naprej držal, pa če se bo zabil, novšel naprej zato, da je rotor spele in tudi zadeva na crkne za materne. Imajo pa to, pa se pravi, za tako se po takih hrčih, s traktorjem pa z bagarjem ne prideš, ali pa cestarje ga imajo tudi rad za tiste jarke pa to mulčati. V kaj še rečem, da gre do 15 cm debeline? To se pravi, 15 cm je vka premer ploda ali pa drevja. Če imaš pa cajt, če boš to cajta lušu pa honu pa ribov, boš pa tudi čez debelejka prišel, a ne? Zaenkrat je to. Če mu kakšne vprašanja, se obrnite na Agroremont, oni so zastopnik za tele faje, italijanske mulčarje. To je pa to z moje strani.